Danes 10 let programa AmCham Young Professionals praznujemo z neskončno 8. generacijo. Z nami je Vita Godec, dr. Vita Godec, vodja oddelka razvoj poslovanja v Lenis Farmacevtiki in AmCham Top Potencial 8. generacije. Vita, dolgo te je vleklo v akademsko sfero kot znanstvenico in na postdoktorskem študiju v Londonu pa si se nekako odločila za industrijo. Kako iščeš ravnotežje med tema dvema svetovoma, med akademsko in industrijo? Ja, pozdravljeni. Hvala za vprašanje. Dejansko pa bi rekla, da ravnotežja ni več, oziroma kemiki bi strokovno rekli, da je ravnotežje popolnoma premaknjeno v smer produktov. Kar pomeni, da je bil mogoče začetek moje kariere bolj usmerjen res v akademske vode. Sem si predstavljala, da bom končala kot profesorica na univerzi. Potem pa tekom postdoktorskega študija v Angliji sem res veliko časa preživela nekih projektih z industrijo in sem videla, da je ta tok dela z industrijo hitrejši, prej pričakujejo rezultate, učinkovit moraš biti, komunicirati moraš dobro in sem se v tem našla. Tako da sem se potem odločila, da se vrnem v Slovenijo. Nekaj časa delala še kot raziskovalka v farmacevtskem podjetju, zdaj sem pa že 5 let sicer bolj tako v poslovnih oziroma biznis vodah, ampak tudi v farmaciji. Ne vem, povedala bi še eno stvar, no, recimo zdaj sem mentoriranki v programu Prvi mentor, ki me podobno sprašuje o podobnih težavah. Pač ti si nekaj zamisliš, kaj boš v življenju postavil, in potem ni nujno, da se to dejansko zgodi. Oziroma celo bi rekla, da se zelo verjetno ne zgodi, razen če imaš ali velikansko srečo ali pa si zelo vztrajen pri tistem in vztrajaš, da to želiš postati oziroma to želiš početi v življenju in ti potem tudi uspe. Ampak večini nas pa zdi se pa življenje kar nekako odvije. In če bi me 5 let nazaj vprašali, pa 6 let nazaj, a bom danes tukaj, kjer sem, bi verjetno rekla, niti slučajno. Torej, to ni tvoje najljubše vprašanje, kje se vidiš čez 5 let? Ne, oziroma zdaj znam na to odgovoriti, da nimam pojma, ampak me tudi ni sram, da to rečem, ker kar bo prišlo, bo prišlo. Jaz imam tudi pripravljen odgovor na to vprašanje. Kaj pa ravnotežje v življenju? Si znanstvenica, si vodja oddelka razvoj poslovanja, si tudi mentorica, si mama. Si tudi še vedno pišeš članke za Geo, predavaš na univerzi. Kaj pa delo življenja, kaj pa to ravnotežje? Ja, to življenje, oziroma to ravnotežje jaz precej težko lovim, no. In vsa čast tistim, ki znajo odrezati in reči, zdajle ob tej uri sem samo to ali pa ta dan sem samo to. Jaz bi rada bila kar vse naenkrat, ker me vse zanima. Se pa treba ob določenih, bi rekla, delih v življenju, oziroma ko si star, ne vem, recimo moja starost, bom letos dopolnila 36 let, bi rekla, da sem v zadnjih 5 letih pač posvetila bistveno več časa družini, ker sem si ustvarila družino, imam 2 deklici, imam moža, seveda širšo družino in včasih se mi je zdelo, da mogoče s tem tudi kaj zamujam, ali na profesionalnem nivoju, ali na osebnem nivoju. Ampak sem imela en dober pogovor z Bogotom enkrat in mi je opisal tale trikotnika, kjer so 3 oglišča in vsako oglišče predstavlja en del tvojega življenja, torej ti, tvoje zanimanja, tvoji interesi, tvoje zdravje, potem je tvoja kariera oziroma tvoj profesionalni razvoj in tretje je community oziroma tvoja družina, okolje, v katerem živiš. In je dobro povedal, da v bistvu v nobenem trenutku to ni enakostranični trikotnik. Nikoli se ne moreš enakomerno posvečati vsem 3 aspektom. In jaz to iz matematičnega stališča sem potem zapopadla in sem si rekla, ok, pač en dan si malo bolj eno, en dan si malo bolj drugo, ali pa na tedenski bazi poskrbiš, da so vsi koti popolnjeni, no, ampak še v enem drugem trenutku mi je pa v bistvu Matej Potokar dal tudi dobro idejo oziroma nasvet, je pa rekel, da nobeno od teh 3 oglišč ne sme kolapsirati, torej v nobenem trenutku ne sme biti to premica oziroma delica, ampak mora biti vedno trikotnik, tudi če je eno oglišče čisto majhno, torej nikoli ne smeš pozabiti nase, nikoli ne smeš pozabiti na svojo družino in če ti je pač kariera nekaj, kar ti je pomembno, moraš vedno vlagati tudi v to.
Zdaj, ko smo že pri tem trikotniku, a ne, vedno pa gledaš verjetno tudi na svoj potencial, na znanje, ki ga imaš. In kako se lahko na podlagi recimo v življenju potem odločiš, kdaj moraš narediti ten korak naprej v karieri, mogoče nekaj spremeniti, ravno zaradi tega, da greš recimo pa v drugo smer v trikotniku. Ja, težko na splošno rečem, ampak pri meni bi verjetno to bilo takrat, ko mi postane dolgčas. Meni se mora vedno dogajati, vedno se moram učiti nove stvari, imam tudi nek pregovor oziroma sledim pregovoru, da vsak dan, ko se ne naučim nečesa novega, je za mene izgubljen. In to je lahko neka čisto mala stvar, lahko je neka nova tehnika, novo orodje, čisto emocionalna inteligenca, karkoli, ne, ampak vsak dan, ko se ne naučim nekaj novega, se mi zdi, da ne rastem in da s tem avtomatsko nazadujem. In tako je tudi pri karieri. Daleč od tega, da bi jaz rekla, da sem šla iz akademskih vod, ker se nisem imela naučiti ničesar novega. Ker ko si enkrat znanstvenik, se sploh dobro zavedaš, da nič ne veš. Ne? Več, ko veš, bolj veš, da nič ne veš. Ampak pač po 10-15 letih dela v laboratoriju, pisanja člankov in tega, jaz sem se preprosto tudi malo naveličala. Sem iskala nove izzive, ki sem jih potem našla v industriji. In tudi zdaj, če bi me, tako kot sem prej rekla, kdo vprašal, bom čez 5 let še vedno ali na tem delovnem mestu, ali v tem podjetju, ali celo v tej industriji, ne morem reči niti ja, niti ne. Ampak ko bom začutila, bom začela iskati nove izzive. Ali znotraj vsega tega, ali pa nekje čist druge. No, Vita, ki si ravno omenila, da se moraš vsak dan nekaj novega naučiti, kaj si se pa recimo včeraj ali pa danes naučila? No, jaz mi rečem, da na vsaki porodniški, sem trenutno na porodniškem dopustu, moja najmlajša je stara dobrih 8 mesecev, se učim potrpežljivosti. To je taka stvar, ki je meni zelo manjkala prej, no, meni je zmer šopal, moglo se je dogajati in sem opazila, da z otroci pride to, da moraš biti bolj potrpežljiv in v pravem času se mi zdi, ker je to ena taka siva pega, ki sem jo imela. Se jo pa vsak dan učiš, to ni stvar, ki bi jo z danes na jutro rekel, zdaj sem pa potrpežljiv. Vita, če greva malo nazaj na čas epidemije. Kako si kot v 2 vlogah opazovala to obdobje? Na eni strani mogoče kot znanstvenica, verjetno z veliko bolj strokovno in racionalno, in na drugi strani kot oseba, ki je del družbe, ki na eni strani mogoče kdo malo zganja paniko, mogoče kje tudi se zaradi tega dogaja diskriminacija, nemiri in mogoče kdo čisto jemlje situacijo, kot da se nič ne dogaja. Kako si to ti spremljala? Ja, zdaj sem rekla, da sem mogoče z 3 aspektov to gledala. Sprav kot znanstvenica sem razumela, zakaj gre, verjetno bolj kot nek laik, ki ne pozna virusov, bakterije, sem le biokemik po poklicu. Nisem strokovnjakinja za viruse, sem bolj za bakterije, ampak sem razumela pač osnove, oziroma sem si prebrala nekaj znanstvenih člankov in sem tudi vedela, kaj prihaja, no. Tako da sem pričakovala to epidemijo tudi pri nas. Se mi zdi, da smo še dobro šli zaenkrat ven iz nje, oziroma so kar dobri rezultati. Z nekega družbenega stališča bi imela mogoče komentar, da bi želela več transparentnosti pri poročanju o tem, oziroma mogoče pri komunikaciji vlade in vseh teh strokovnih organov, ki se je sčasoma razvila, ker je pač narod to zahteval, ampak če bi bilo to že prej, bi bilo mogoče manj strahu pri ljudeh, manj nekih tistih paničnih nakupovanj, kot jih je bilo v tistih tednih, preden se je vse zaprlo. Ljudje bi bili bolj pomirjeni, ker konec koncev to ni prva epidemija, ki jo je človeštvo doživelo, in na vse epidemije je odziv nekako podoben. Pa še ena stvar mi je mogoče tukaj manjkala z družbenega stališča, da tudi strokovnjaki rečejo, da ne vejo, kakšen je ta virus, da ga ne poznajo. Ne. Se mi zdi, da danes je sramota reči, da nečesa ne veš. Ne. Tle sem mogoče malo iskala tega, da bi rekli, ne vemo, ampak zaradi tega pa tega se pripravljamo tako pa tako pa tako. Oziroma, te mere so preventivne ali pa so mogoče prestroge, ampak zaradi tega to pa to pa to. Ne. To mi je mogoče malo manjkalo. Z tega stališča, tretje stališče bi pa mogoče bilo čisto službeno, no, jaz sicer sem na porodniškem dopustu, ampak sem tudi v tem času poskušala pomagati svojim sodelavcem z uvedbo digitalnih orodij, ker sem tudi nekako
hobistično zadolžena za IT v našem podjetju. Tako da tudi en dan ali pa en dan pa pol na teden posvetim tem, da uvajamo digitalna orodja in da smo tudi v času, ko še veliko delamo od doma, bolj učinkoviti. Če greva malo nazaj na program AmCham Young Professionals, ki je tudi namenjen procesu učenja, potem pa je več časa, da človek tudi nekaj da nazaj oziroma da pusti svoj pečat. Kje ti puščaš svoj pečat? Ja, jaz sem takrat na zaključnem dogodku rekla, da bo to v neki vmesni sferi povezovanja gospodarstva in akademskih vod. In še zmeraj mislim, da na tem delam, malo v sklopu Komisije za intelektualno lastnino, kjer sem članica. Potem pa kot mentorica, že znotraj programa Prvi mentor Young Leaders kluba, kjer sem imela čudovito izkušnjo z eno mlado pravnico, s katero smo si zelo podobni in je tudi ona pa sploh uspešna, tako da že čakam, kdaj bo prišla v program Young Professionals. Potem zdaj v novem letu, kar vem, bom mentorica tudi v programu AmCham Mentor. Res je. Znotraj Young Leaders kluba sem aktivna pri Snežni kepi v skupini za finance in davke, kamor tudi ne vem, po kateri logiki ste me dali, ampak sem aktivna. Tako da, in tudi sam pomagam, bi rekla, z neko učinkovitostjo oziroma željo po večji učinkovitosti z digitalnimi orodji, da imamo vse dokumente na enem mestu, da res lahko te ukrepe, ki jih pripravljamo, v najkrajšem možnem času in najboljše možno pripravimo. Vita, če ostanemo malo pri tem in pri sami družbeni aktivnosti, ker vem, da ko se ti zdi nekaj pomembno, rada o tem tudi govoriš in dvigneš glas. Zakaj se ti zdi pomembno, da se oglasimo, na primer v situaciji, ko se zdaj dogajajo rasni nemiri v ZDA in po svetu, veliko je protimigrantske retorike, porast nacionalizmov, vse to, kar je nekako s to krizo tudi prišlo, ampak zakaj je pomembno, da se aktiviramo pri tem? Ja, jaz rekla, da do teh tem mogoče še do nedavno nisem bila dovolj pozorna, oziroma mogoče, ko si znanstvenik, ali pa vsaj jaz sem bila takšna, no, se pač zakoplješ tisto svoje delo v laboratoriju in je svet okrog tebe kar nekako gre naprej, ne. Zdaj pa, ko delam v poslu, posel so ljudje so družba, sem vsaj jaz vedno bolj pozorna na stvari, ki se dogajajo okrog nas in kot članica Young Leaders kluba, ki je del Ameriške gospodarske zbornice, se mi zdi izjemno pomembno, da nekako naslovimo to, kar se trenutno v Ameriki recimo dogaja, ne? Te rasne nemire, diskriminacijo, ker konec koncev vsaka diskriminacija je napačna, no? Mislim, ne obstaja samo rasna diskriminacija, oziroma te mogoče pri nas v Sloveniji ne poznamo toliko, je seveda prisotna, tudi pri nas imamo temnopolte prebivalce, Afroameričane, ampak več o tem bi verjetno vedeli povedati oni. Jaz težko govorim, oziroma nerada govorim o temah, o katerih nisem dovolj izobražena. Zato mogoče v tej fazi pozivam, oziroma smo se že pogovarjali z ekipo AmChama, da bi organizirali nek dogodek, webinar, karkoli, ker bi nam ljudje, ki se na to malo bolj spoznajo, ali pa ljudje, ki so bili deležni te diskriminacije, malo bolj razložili, zakaj gre, ne. Ampak kot sem uvodoma povedala, gre tle za neko širšo sliko, oziroma jaz pač verjamem, da je vse diskriminacije potrebno nasloviti, ne. In potem, ko jih nasloviš in potem, ko jih ljudje razumejo, šele lahko nekaj narediš na to temo. Videla sem zadnjič precej dobro depikcijo, tako v 4 slikicah, se ne vem, če bom znala razložiti, no, ampak dva človečka stojita pod, ni vidno, a sta zdaj moški, ženska, tudi barva kože, ne vem, ni bilo prav na temo rasne diskriminacije, mogoče, ampak na splošno diskriminacijo, stojita pod jablano in jablano pač je nagnjena v eno smer, ker deblo te jablane raste, recimo temu v levo, ne. In stojita z odprtimi rokami in jabolka padajo samo enemu na roke, ne. Potem so stopnje popravljanja te diskriminacije in ena je, da obema daš lestev, ne, pač nek ukrep, ne, ampak seveda tistemu, kateremu je jablana nagnjena in ima lestev, bo zdaj še lažje dobil jabolka, ne, tist na drugi strani jih pa še vedno čaka, ne. Potem druga stopnja nekega ukrepa je, da pač tistemu, kateremu jablana ni nagnjena, daš višjo lestev, ne. Zdaj temu potem tisti, ki jaz si to lažje mogoče predstavljam z neko diskriminacijo ali pa neenakostjo moških pa žensk mogoče v delovnem okolju, ne.
mogoče temi kvotami za ženske v nekih upravnih odborih, ne, ker potem kakšni moški ali pa tudi ženske rečejo, ne, to je pa antidiskriminatorno, oziroma zakaj bi mogle zdaj ženske imeti a ne prednost, če smo enakopravni, bomo enakopravni, izbirajmo na podlagi znanja, ne spola, oziroma stroke, kako je nekdo strokoven ali pa odličen pri svojem delu, ne spola. In potem je dobra ta zadnja slikica, ki pa kaže, da seveda to je samo neka vmesna stopnja, nek vmesen ukrep s to višjo lestvijo, da v bistvu ne rabimo lestve, treba je samo podpreti jablano, da raste navpično. Okay. To se mi je zdela tako dobra metafora, pač tako je narisano, kako je podprta z vseh strani z nekimi palicami, ne, da se pač deblo v krivino vzgor in potem obe te figuri, ki stojita od spodaj, lahko dobita enakomerno oziroma sta enakovredni. In to nasplošno za vse diskriminacije se mi zdi tako res dober opis. Ja. Hvala za to in hvala tudi, ker tudi MČEM Young Leaders Club in platforma Young je namenjena temu, da take teme postavi v ospredje in da smo pri tem aktivni zemljani. Vita, še nekaj me zanima, vezano na neskončno 8. generacijo tukaj v ozadju. Kako smo povezani 2 leti po zaključku te zgodbe? Ja, tle moram predvsem pohvaliti našega povezovalca generacije Artjoma, ne, ki je res odličen v tej vlogi in je bil čisto pravično izvoljen v to vlogo, ker nas povezuje preko vseh možnih medijev. Jaz recimo nimam Facebooka, ampak pošilja tudi po mailih vabila na dogodke, pošilja tudi po WhatsAppu in drugih pač medijih, ki jih mogoče ne bi smela zdaj oglaševati, ampak po vseh medijih, tako da so vsi obveščeni in se dobivamo, mislim, da enkrat mesečno, prvi petek v mesecu. Zdaj, ker sem pač imam malega dojenčka, poskušam biti prisotna, kolikor le lahko. In danes se dobimo v živo, tako da je ta pogovor posnet naprej, tako da lahko medve smukneva in se pridruživa 8. generaciji. Ja. Se mi pa zdi, da smo se, ta slika za tabo je nastala na tem MČEM Young vikendu, ki smo ga mi preživeli v Rimskih Toplicah, kjer smo se še bolj povezali. Imeli smo tudi razne vaje, ne, za to socializacijo, ne bom nikoli pozabila tiste vaje v krogu, kjer smo vadili imena vseh predstavnikov generacije, ali pa tiste vaje, kjer smo si zrli v oči, ne vem, to samo 3 minute ali 5 minut, ampak nikoli ne bom pozabila, s kom sem si zrla v oči. Tako da bilo je lepo, jaz se razumem in dobim in slišim z precej predstavniki, upam pa, da se bom v prihodnosti lahko še bolj, ko bom nazaj v službi k več v Ljubljani. Ja. Vita, še eno vprašanje ti bom zastavila za konec. In sicer, pred kakšnimi izzivi ste danes mladi talenti? To je pa težko vprašanje. Bi rekla, da je največji izziv to, da imamo mogoče preveč možnosti. Ker se mi zdi, da talent danes, pa ne nujno zdaj je to mlada oseba ali ne, je nekdo, ki ima veliko zanimanj, veliko interesov, bi rad poskusil mogoče veliko stvari. Ali pa tudi to, kaj je mogoče strokovnjak, da ne rečemo, da smo samo generalisti, kot sem jaz, tudi nek strokovnjak, ki se hoče zelo izboljšati na svojem strokovnem področju. S to močno povezanostjo in pač možnostjo dobivanja informacij, se mi zdi, da imamo kar premalo ur na dan, da bi vse, kar bi radi, tudi dosegli. Ne? Tako da mogoče bi rekla, je največji challenge biti nek fokus in reči, tole v nekem kratko, srednjem in dolgoročnem planu bi rad od sebe, od svojega življenja, od svoje kariere. In se pol tega držati in znati reči nekaterim stvarem, ki enablajo to pot, in znati tudi reči nekakim stvarem, ki te odvračajo od te poti. Fokus znati reči in znati reči ne. Ja. Dobro, Vita, hvala, da si bila z nami in se vidiva pol na druženju. Pozdrav vsem, hvala.